Lep pozdrav še iz komentatorskega mesta. Znova prekrasen sončen dan, imeniten za igranje nogometa. Tudi dejstvo, da je praznik danes ni odvrnilo lepega števila ljudi, da bi ponovno podprli svoj Maribor. Danes na tekmi proti Aluminiju. In Dervišević znova do Hotića. Dino Hotić se ponaša tudi s sjajnim udarcem izven kazenskega prostora, ker verjamem, da tudi že veste, to je zdaj velika priložnost, Tavares in kako pomemben blok tam Ivana Kontka, če sem videl prav, dotikom ali največ dvema. Zdaj Vrhovec na drugo stran proti Kolmaniču v kazenskem prostoru. Je nekaj mariborskih nogometašev, trije, če smo natančnejši. Tam je tudi Hotić pripravljen ob robu, ki je zdaj sprejel žogo. Hotić poskuša strelom in moral se je izkazati Luka Janžeković. Klinar, ga je pričakal Muminović, Klinar zlahka mimo. Podaja proti drugi vratnici, kjer je Zahović. O, kakšen lep zaključek Luke Zahovića. Kranc do Horvata. Še enkrat Kranc. Ima lep pogled proti vratom in Pirić se mora izkazati. Štor, gol! Aluminij je povedel v 41. minuti. To je tisto, kar sem govoril le kakšno minuto nazaj. Sakić po enega. No, zdaj so gostje v kazenskem prostoru. Tam se je lepo znašel Maloku. Velika priložnost na začetku 48. minute. Horvat se je vključil, pa zdaj priložnost za Petrovića, ki podaja v srče kazenskega prostora. Pa zdaj strel za las mimo vrat. Kolmanič. Dvignil je mimo Petrovića, uspel podati. Sjajno. Ni še konec situacije. Velika priložnost za Maribor. V trenutku, ko zaostajajo za Aluminijem, podaja proti Hotiću. Hotić se je pripravil, nameril in zgrešil. Amir Dervišević, tokrat predložek, visoko vrata in to je zdaj izenačenje. V 80. minuti je Maribor izenačil in zdaj nas čaka zelo zanimiva končnica današnje tekme. Dobra podaja tudi Kranca proti Horvatu. Odlična podaja Horvata, priložnost za Aluminij. Brani Pirić. Je v nasprotnikovem kazenskem prostoru nevarno. Ali bo tako tudi tokrat Dervišević z odlično podajo proti drugi vratnici. Kakšna priložnost zdaj za Mariborčane. Tako, ja, bi se kar strinjal s tem. Za nas zelo zahtevna tekma v kakšnem smislu, da smo igrali preveč, kot želijo oni. To pomeni, so nam prekinjali ritem in mi skozi tekmo nikako nismo mogli ritma ujeti. Želeli smo igrati drugače, bolj živo, vendar nam to ni uspelo. Čvrsta ekipa, katera nam je v prvem polčasu vsaj prišla redko kdaj na našo polovico. Mi smo imeli nekaj dobrih akcij, vendar če pogledaš celotno tekmo, je bilo kar nekaj napak, kar nekaj takih stvari, ki bi morali boljše narediti. Ne, mislim, da bi lahko bile obe ekipe zadovoljne glede na prikazano na igrišču. Pri 1:1 bi lahko boj zadeli in verjetno bi se za tistim zadetkom tekma tudi odločila.